Družba, dobrodošli nazaj. Z nami se bo tokrat na varni razdalji pogovarjal vokalist in kitarist skupine Midva, Jernej Dirnbek. Jernej, pozdravljen! Lep pozdrav! Od kod se nam tokrat oglašaš? Ker vem, da si Štajerc, ampak mislim, da nisi doma. Ne, jaz sem na začasnem delu v Ljubljani že, mislim, da cirka 25 let in v zavetju varnega doma se tudi zdaj javljam. Povej mi, kakšna je zdaj situacija med muskontarji? Koliko ste kaj prizadeti zaradi teh ukrepov, zaradi prepovedi zbiranja? Koncerti so seveda nemogoči in še nekaj časa bojo. Koliko te to prizadane? Tisti taleni muskontarji, ki jih v tej naši branži ni tako malo, so zdaj prišli res na svoj račun. Lahko so doma, vaditi ni treba, kavč je najboljši prijatelj, ni treba petek ali pa soboto zvečer se odpraviti v tisti smrdljivi kombi na špil. No, oni drugi, ki so pa v muziki zato, ker to radi počnejo, pa priznam, malo trpijo in jaz sam sebe bolj vidim med temi drugimi. Tako da smo že nervozni z bendom, že iščemo variante, kje bi našli kak zgovor, da počasi pridemo skupaj, da vse malo povadimo, pa kakšne čevape obrnemo. Špili pa res stojijo. Če se prav spomnim, vaša skupina Midva je bila ena prvih, ki je doživela odpoved koncerta. Ja, to je bila ena taka prav nerodna zgodba. 7. marca je bilo, ko bi morali igrati v Cankarjevem domu v Ljubljani in smo pravzaprav čakali do 6. popoldne, ali bo prišla ta prepoved od ministrstva ali ne, in je pol vseeno prišla. Medtem so nam zvonili telefoni, ljudje so po socialnih omrežjih spraševali, ali naj grejo od doma ali počakajo doma, mi pa nismo znali povedati nič. No, ta prepoved je prišla in še traja in kakor kaže, bo tudi trajala še nekaj mesecev. Kako pa ocenjuješ ukrepe, ki jih imamo? Mislim, ne napeljujem na to, da moraš kritizirati vlado, pa bla, 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 pa, no, mislim, lahko, če hočeš, ampak kako se ti zdi, a se dobro držimo glede na svet, glede na Ameriko, glede na to, da imamo relativno manjše število žrtev? Dobro, čisto iskreno priznam, da sem še od časov Ingemarja Stenmarka in Abbe fan švedskega pristopa in pogleda na to stvar, tako da bi se želel, recimo, da bi pri nas bili majčkeno bolj sproščeni, bi malo več gibanja dovolili, dela, druženja. Po drugi strani pa vlada najbolj že ve, kdo sem jaz, da bi dvomil o njihovih pravilnih potezah. A imaš kakšno mnenje o teh škandaloznih dogodkih tega tedna? Recimo o tem, kako so se Tonin, Pahor in Hojs sprehajali ob južni meji in je bil zdaj cel škandal. Kdo ima prav? Jaz mislim, da je prav, da je človek na svežem zraku, tako da, če pa so zbrali južno mejo, tudi tam je lepa narava, konec koncev. Prav, pa drugače, kaj počneš doma? Evo, tu pa tam vzamem kitaro v roke, poskušam napisati kak komad, čakam na boljše čase in se dogovarjam za vsaj tiste radijske nastope, ki pa jih je nekaj. No, že včeraj smo z Tonetom nastopila v združenih studijih nacionalkinih, nek tak skupni koncert je bil več izvajalcev. Kmalu se obeta tudi špil celega benda Midva za Val 202 in očitno bomo igrali pač na ta način, dokler se vrata ne odprejo druge. A imaš kje kakšne otroke, ki jih je treba zdaj na mesto učiteljev poučevati? Ja, 2 najstnika imamo doma, ampak sta zelo v redu, zelo sledita situaciji na tak miren način, tako da jih imava z ženo čisto pod kontrolo in moram priznati, da se dobro razumemo. Verjetno nismo čisto podobni vsem tistim zakonom, ki razpadajo zdaj in ki imajo velike težave, iščejo psihiatre in podobne stvari. Pri nas se ukvarjamo s tem, kaj bomo jedli, kako bomo preživeli skupno popoldne, probamo iti tudi kaj ven in moram reči, da se imamo fajn. Veš, da si prvi, ki ga slišim tako lepo govoriti, saj ni nobenega problema, odkrito povedan, pri nas doma meni se meša. Res? Ja, res, ja. Hvala lepa za pogovor, nasvidenje. Se slišva pa vidva enkrat, ne vem kdaj. Adijo.
Bom tam. Zmenjeno.